Pozdravljeni! Čeprav je sezone za leto 2022 konec, to še ne pomeni, da letos ne bo več običajnih komentarjev novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokratni komentar novic bo razdeljen na običajne 4 sklope, v katerem si bomo ogledali novice, ki po mojem mnenju niso dobile dovolj pozornosti ali pa potrebujejo dodatni komentar. Kot običajno, tudi tokrat, kolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, dobite vse bližnjice navedene v opisu. Ampak, da ne bomo predolgi, je najbolje, kar da se lotimo našega prvega sklopa. V našem prvem sklopu se bomo dotaknili članka, ki je bil objavljen 22. novembra na spletnem portalu motosport.com. Govori se o Fernando Alonsu, ki je prestopil iz ekipe Alpine v Aston Martin. In kako je kar naenkrat postal izjemno srečen. V nadaljevanju bomo videli, da tudi pri Alpinu ne vem kako nesrečen ni bil. A kljub vsemu to posezonsko testiranje nam kaže nekaj, kar je v mojem osebnem mnenju zanimivo. Namreč Fernando Alonso v tem trenutku je še zmeraj član ekipe Alpine. Tu vidimo iz fotografij, namreč na njegovi zaščitni obleki ni nobenega pokroviteljskega napisa, prav tako ne na čeladi, in celo na bolidu Aston Martin AMR 22 ne vidimo nobenega napisa, kar pomeni, da do 31.12. je uradno Alonso še pri Alpinu. In verjetno sedaj marsikoga zanima, kakšna je situacija tudi pri ostalih voznikih. Pierre Gasly je seveda tisti, ki je zamenjal Alonsa pri Alpinu. Tu vidimo na bolidu so prisotni reklamni napisi, ampak na zaščitni obleki Gaslyja ne, enako velja za njegovo čelado. Podobna zgodba pri Niku de Vriju. On je bil pri pogodbi seveda s Mercedesom v Formuli E, ampak tudi ta se izteče 31.12. In tako lahko vidimo to izjemno zanimivo situacijo, kjer bi pa rad opozoril na neko malenkost. Oscar Piastri pri McLarenu seveda testira zaščitno obleko z vsemi napisi, kar nam potrjuje nekaj zanimivega. Namreč to, da njegova pogodba z Alpinom v bistvu ni bila tako trdna, kot so pri tej francoski ekipi navajeni. Namreč, ko je podpisal z McLarenom, so stopile v veljavo tudi klavzule, ki omogočajo to, da se Piastri pojavlja z reklamnimi napisi svoje ekipe. Podobno kot Felipe Drugovič, ki je zadnjo dirko v Formuli 2 odpeljal v temno-zeleni zaščitni obleki. Kaj pa Nico Hülkenberg, ki je zapustil Aston Martin in prišel v ekipo Haas, tu vidimo zopet drugačno situacijo. Hülkenberg z napisi, torej lahko predpostavljamo, da njegova pogodba se je iztekla s koncem sezone, ali pa so jo podpisovali od dirke do dirke, kar tudi ne bi bila novost. Ampak sedaj smo videli, da tudi ko je sezona končana, imamo prav na testiranjih kar nekaj zanimivih točk za spremljati. Pa pojdimo naprej. V našem drugem sklopu se bomo ustavili ob članku, ki je bil objavljen na italijanski verziji spletnega portala motosport.com, datum 21. november.
Tu smo lahko zasledili izjavo Matije Binota, v bistvu neko analizo skozi celotno sezono. In v vsem njegovem pripovedovanju mi je bilo zanimivo tisto, kar je povedal o pogonskem sklopu. Fantastični nič 66/7 je imel na koncu sezone težave z zanesljivostjo. In seveda zato so mu po navedbah Binota znižali moč. Kako jim je to uspelo? Izjemno enostavno. Če se tiče motorja z notranjim izgorevanjem, so mu enostavno znižali režim vrtljaja. Ampak po drugi strani moramo na to zadevo gledati čisto iz drugačnega zornega kota. Kot dobro veste, je razvoj pogonskih sklopov zamrznjen. Seveda ne vemo, za kakšne težave gre pri pogonskem sklopu Ferrarija. Videli smo, da v letošnji sezoni so jih zamenjali kar precej. In ne samo pri tovarniški ekipi, tudi pri Alfa Romeo F1 Team in ekipi Haas. Sedaj videli bomo, kaj se bo zgodilo v nadaljevanju. Sicer razvoj je zamrznjen, kakšno malenkost se lahko tudi popravi, ampak če ne vemo, kje je srž problema, v bistvu si ne moremo nekako predstavljati, kaj bodo pri Ferrariju storili. Situacija je malce podobna tisti, ki smo jo videli pri Hondi, ko se je vrnila v svet Formule 1, takrat z McLarenom. Spomnite se tistih razvojnih žetonov. Pri Hondi v bistvu so imeli premalo možnosti sprememb, da bi lahko karkoli odpravili. In zato smo videli tiste izjemno slabe predstave, seveda skupaj z ekipo McLaren in tudi Fernandom Alonsom. A to, kot dobro veste, je že druga zgodba. Pojdimo na našo tretjo temo. Dvaindvajsetega 11. smo lahko na spletni strani italijanske revije Autosprint zasledili zanimiv članek. V njem so avtorji razporedili 10 najbolje plačanih voznikov v pretekli sezoni. In čeprav gre verjetno za vsote, ki si jih mi, navdušenci, nekako težko predstavljamo na lastnih računih, bomo videli kar nekaj zanimivih dejstev in seveda lestvica ne bo odražala tistega, kar smo videli na koncu na sami progi. Na 10. mestu z letno plačo $10 milijonov George Russell, kar nekako sovpada s tistim, kar pri McLarenu dobi seveda Lando Norris, ki je na 9. mestu in zasluži $1 milijon več. Seveda od teh vsot si predstavljam, da je treba odbiti še razne davke ter dajatve, ampak še zmeraj govorimo o vsotah, ki so nam seveda bajne. Zanimivo je, da na 8. mestu se je znašel Carlos Sainz mlajši, ki na leto pri Ferrariju zasluži $15 milijonov. In zopet menim, da ta lestvica je dokaj realna. A že na naslednjih 2 mestih bomo videli, da plače posameznih voznikov ne odražajo tistega, kar so pokazali v preteklih sezoni. Skupaj na 6. mestu sta Daniel Ricciardo in Sebastian Vettel. Oba sta po navedbah avtorjev v pretekli sezoni zaslužila $17 milijonov. In to je vsota, ki meni osebno, glede na tisto, kar sta pokazala oba tokom zadnjih 22 dirk, je malce pretirana. In sedaj lahko razumemo, zakaj Daniel Ricciardo si ne želi sedeža. Namreč, kolikor bi sedež imel, bi v sezoni 2023 mu McLaren plačal bistveno nižjo odškodnino. Tudi v naslednji sezoni si lahko domišljamo, da Ricciardo bi strani McLarena bil deležen podobne vsote. A na 5. mestu se je znašel Charles Leclerc in njegova letna plača je nekako ocenjena na $23 milijonov,
kar seveda s tistim, kar smo povedali o Sainzu, nekako sovpada. Težava je, da tik pred njim je Perez na 4. mestu in seveda splačal 26 milijonov. Sedaj se bodo lahko začele že rahle polemike, kako da seveda Charles Leclerc zasluži približno toliko kot Perez, na progi je pokazal več. A spomnite se, da v našem prvem sklopu smo govorili o Fernandu Alonsu. On je na 3. mestu na tej lestvici in zaslužil je 30 milijonov. In sedaj ima lahko vsakdo izmed nas svoje določeno mnenje. Ampak videli bomo v nadaljevanju, zakaj Alonsu tako visoka vsota. Na 2. in 1. mestu pričakovano Lewis Hamilton in Max Verstappen. 55 in 60 milijonov. Nekdo izmed vas bo dejal preveč, drugi zasluženo, obstajala bo tudi skupina, ki bo dejala premalo. V to se spuščal ne bom. Logično je, da Max Verstappen si zasluži približno toliko kot Lewis Hamilton. Ampak ta visoka vsota, naprimer za najboljša 2, dviguje ceno tudi Fernandu Alonsu. Namreč Fernando Alonso si lahko misli, da je vreden najmanj pol toliko kot Max Verstappen. In od tu verjetno ta vsota 30 milijonov, ki jih je dobil letos pri ekipi Alpine. Zato bi bilo nekako logično pričakovati, če bi znižali seveda nagrade najboljših, bi se tudi plače ostalih voznikov seveda zmanjšali. A treba je poudariti še nekaj. Plače voznikov niso zajete v tisto omejitev proračuna, o kateri smo letos že toliko govorili. A vseeno videli smo, da kvalitete in rezultati določenih voznikov se nezmeraj odražajo v tem, koliko so nagrajeni. A pojdimo še k naši zadnji današnji temi. Za konec pa še tema, ki bo lahko marsikomu izmed vas celo privabila rahlov nasmešek na obraz. Namreč na spletni strani Race Fans smo lahko prebrali 22.11., da Mick Schumacher bo napel vse moči, da se bo vrnil v svet Formule 1, morda celo v sezoni 2023. In seveda razumem nekako motivacijo mladega nemškega voznika, ki bi si rad povrnil dobesedno ugled, ki ga je v sezoni 2022 izgubil. Ampak kot dobro vemo, so sedeži za naslednjo sezono zasedeni in kolikor ne bo kakšnega nepredvidljivega dogodka, ne vidim, kako bi lahko Mick Schumacher dobil priložnost. Seveda, podpiše lahko pogodbo s kakšno izmed boljših ekip kot rezervni in razvojni voznik. In prav tu vidimo, da Mick Schumacher odkrito cilja na tovarniško ekipo Mercedesa. In seveda navaja dejstvo, da njegov oče je tudi iz Ferrarija prestopil k Mercedesu. Pozablja pa, da vmes se je enkrat upokojil. Da ko je naredil ta korak, je imel za pasom že 7 naslovov svetovnega prvaka in da Michael Schumacher je vozil za skuderijo Ferrari in ne za ekipo Haas, ki rabi pogonske sklope Ferrari. In treba je tu še poudariti, da Mick Schumacher je izgubil tudi podporo v Ferrari Driver Academy. Pri tovarniški ekipi Mercedes bodo imeli težavo, rabijo nekoga s super licenco, ki ga bodo imeli v vlogi rezervnega voznika. Nick de Vries in Stoffel van Dorn sta zapustila to ekipo, torej rabijo nekoga, ki bi lahko vskočil v zadnjem trenutku. In tu seveda obstaja možnost za Micka Schumacherja, ampak da bi kar tako prišel v tovarniško ekipo Mercedes, no ja, dvomim. Poglejmo njegovo kariero, ki se jo je vsi mi spomnimo 2 sezoni pri ekipi Haas, kjer je bil bolj znan po trkih kot po bleščečih rezultatih. Dosegel je nekaj točk,
ampak rad bi dal neko primerjavo. Mick Schumacher je rojen 22. marca leta 1999. George Russell 18. februarja leta 1998. Torej, George Russell je zaokroženo le leto dni starejši, ampak primerjajmo lahko, kakšna je kariera enega in drugega. Treba je biti realen in razumem, da mnogi navdušenci si želijo priimka Schumacher na štartnem razporedu. Ampak treba je doseči tudi rezultate, namreč tako ime v preteklosti je pomenilo nekaj, kar danes dobesedno zahteva rezultat. A o tem seveda se bomo pogovarjali kdaj drugič. Kar se tiče tokratnega komentarja novic, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.